Živijo, sem mama 3 otrok in Jezus je vedno z mano. Sem srečno poročena in mož mi je na poročni dan obljubil, da bo vedno z mano. V sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da bi me ljubil in spoštoval. A imam občutek, da mi te besede izgovarja tudi Jezus? In ne le, da imam občutek, to mi je v preteklosti tudi že pokazal. Ko sva udar pred slabimi 4 leti prejela prvega sina, je bilo to nekaj najlepšega. Ko sem gledala dojenčka, sem se spraševala, le kaj neki mi ima zapovedati, kakšno je njegovo sporočilo iz nebes. In kmalu se je to pokazalo. Ko je bil dojenček star 2 meseca, sta šla z možem na sprehod. Dojenčka sem poljubila. Ko bi vedela, da je to zadnji poljub. Ko ga je mož kasneje želel vzeti ven, dojenček ni več dihal. Umrl je. Odšel je tja, odkudar je prišel. Vrnil se je k očetu. V miru, v tišini. Preplavilo me je ogromno občutkov, s katerimi nisem vedela, kaj storiti. In Jezus je bil tam. Bil je tako močno prisoten. Ni me le podpiral, ampak me je nosil. Vse tisti bolečini in žalosti mi je brisal solze. Jezus nas v današnjem evangeliju povabi. Pridite k meni vsi, kateri se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Ob sinovi smrti, ko je bila stiska največja, je Jezus svoje besede iz evangelija presegal. Ne le, da me je poživil, ampak me je oživil. Stiska je bila velika, a njegova bližina in njegova ljubezen še večje. Jezus nas v Mateju 11, vrstici 29 povabi, naj bomo ponižni v srcu in tako bomo našli mir svojim dušam. Ko je bila stiska največja, sem bila avtomatično ponižna. Kaj pa ne bi storila drugega, kot se prepustila Jezusovim rokam? Sama nisem imela kaj za storiti. Sprašujem pa se, zakaj moram priti v tako stisko, da sem lahko ponižna? Zakaj sem napuhnjena, dokler gre vse dobro? Morda pa je letošnji advent priložnost, da postanem bolj ponižna v srcu. Želim stopati proti tako božji stvari, kot je Jezusovo rojstvo, z mirom v srcu. Z mirom, ki je sad ponižnega srca. In ta mir širiti kot prijetno vonjavo. Kaj pa ti? Jezus nam da čudovit in jasen recept, kako najti mir svojim dušam. Poskusi tudi ti.